Ste vedeli, da zmore človek s prostim očesom zaznati več kot 2000 odtenkov barv? Dejstvo je tudi, da ima vsaka barva svojo vibracijo, ki v nas vzbujajo različne občutke. In zato je bil za lastnico stanovanja v Izoli izbor barv ključnega pomena. V prejšnji oddaji smo predstavili stanovanje v Izoli, ki ga je za naročnika preuredila in opremila arhitektka Andreja Medvedič. Tudi tokrat bomo uživali v skladnosti ureditve iste arhitektke, in sicer manjšega enosobnega stanovanja v Jagodju nad Izolo. V njem lastnica, arhitektkina prijateljica, preživlja konce tedna. Stanovanje v bloku je opremljeno s posluhom za žensko dušo. Lastnica stanovanja je izredno uspešna poslovna ženska, ki je po eni strani popolnoma racionalna, zato ni razmetavala s prostorom, to je najela kot dodatno stanovanje oziroma kupila, zaradi tega, ker veliko potuje in je v Sloveniji v isti dan včasih v Kranju, na morju in še v Avstrijo skoči. Zato si je v bistvu umislila eno rezidenco, kjer bo manj vožnje. Ob vstopu v osrednji prostor ne moremo spregledati velike slikovite tapete s flamingom in napisom. Ja, kot vidimo, tukaj piše Traveler and Magician, s tem bi lahko opisali naročnico. Ker rada potuje, je traveler, magician je pa, ker rada ustvari prekrasne stvari, tako poslovno kot osebno. Obiskovalec hitro opazi, da je to stanovanje namenjeno ženski, ki se želi v njem prijetno počutiti. Navodilo naročnice je bilo, glede na to, da je prepozno kupila stanovanje, da bi lahko vplivala na izbor ploščic na tleh in kopalnice, da pač te stvari, ki so vgrajene, da jih ne smemo premikati, se pravi nobenih rušitvenih del. Če bi jaz naredila željene detajle v zvezi s temi zgrešenimi začetnimi danostmi, bi seveda podražila cel interjer za vsaj 30%. Ena od posebnosti stanovanja v bloku na Jagodju nad Izolo je loža. Nekakšen polzaprt balkon, ki je od dnevnega prostora ločen le s steklenimi stenami, kar omogoča uživanje v morskem pejsažu tako iz notranjosti kot na svežem zraku. Vedno je želja veliko. Mislim pa, da je tukaj v tem prostoru poskrbljeno za skoraj vse želje, se pravi, prostor je popolnoma funkcionalen, vse omare so vgradne, skrite na hodniku, omarice so okrasne narave, igramo se v bistvu z sivo lupino, ker je tudi blok na nek način zunaj pretežno siv z barvnimi akcenti, ki jih uporabljajo na Mediteranu, se pravi vsa paleta pastelnih, turkiznih, modrih, oranžnih, rumenkastih odtenkov, ki smo jih pa prenesli v interjer in smo se potem z njimi poigrali. Osnova je pa siva, tako da recimo v takem enotnem prostoru se mi ne zdi prav, da bi kuhinja izstopala in je v bistvu v nekem asfaltno-betonskem tonu skrita v steno. Tako v dnevnem prostoru kot v spalnici pritegnejo pogled zanimive omarice. Ta serija omaric ni samo siva, ampak je srebrna, zlatkasto srebrna in v bistvu deluje kot neke vrste dragulj. Med posebnostmi notranje opreme arhitektke Andreje Medvedič so tudi ogledala. Mogoče je to tudi leitmotiv mojih zadnjih interjerov, so ta segmentirana ogledala na različne načine, ponekje jih uporabljam v skupinah, druge kot akcente. Tale ima obliko sonca in bi lahko rekli tudi obliko kapljic, da so okoli, skratka več interpretacij je pa razlika med ogledalom, v katerega se mi ogledujemo, in ogledalom, ki ima čisto majhno površino gledanja, se pravi, ko se tam noter ujame tvoj pogled, se nekako zazreš sam vase. Ob vstopu v stanovanje nas pogled na morje tako pritegne k loži, da skoraj spregledamo zanimivo obarvana vrata drsnih omar v predsobi. Drsna vrata v predsobi v bistvu se dojemajo kot še ena barvita stena, ki pa je seveda v podrejenem položaju tapete, ima pa pač vse barve
tapete notri, vse barve tapete so tudi na bloku od odzunaj. Uresničiti želje naročnika je eno od vodil arhitekta, ki oblikuje njegovo bivalno okolje. Zato ne zadošča le strokovno znanje o arhitekturi, temveč še kaj več. To pa krmilim tako, da imam veliko sposobnost uživeti se v naročnikove ideje, ki mi mora absolutno povedati najprej, kaj je njemu všeč, kaj mu sploh ni všeč, opisati življenjski stil. Najraje preživim kakšen teden z naročnikom, seveda ne skupaj, ampak tako po kakšen dan, da vidiva, kakšna je dejanska vibracija, ker ljudje tudi ne znajo povedati, kaj mi je všeč, ampak ti dejansko lahko iz cele mimike to začutiš in če ti uspe zadeti njihovo idejo, kot bi to naredili sami, le da tega sploh niso znali povedati, niti razumeti, kako je sploh do tega prišlo, da je tako prav po njihovi želji, vendar tega niso uspeli sami narediti. Mislim, da je to funkcija arhitekta.